Ob uradnem obisku Madžarske. Dobrososedski odnosi so najpomembnejši. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se danes na povabilo predsednice Republike Madžarske Katalin Novak mudi na uradnem obisku v Budimpešti. Gre za prvi uradni obisk predsednice Pirc Musar in drugo srečanje s predsednico Novak, s katero sta se na kratko srečali že na žalni slovesnosti ob smrti nekdanjega papeža Benedikta XVI. Januarja letos v Vatikanu. Budimpešta, Madžarska, 19.4.2023. Sporočila za javnost, govori, mednarodne aktivnosti. Predsednica Pirc Musar je uradni obisk pričela s položitvijo venca k spominskemu obeležju na Trgu herojev. Po sprejemu z vojaškimi častmi sta se slovenska in madžarska predsednica zadržali v daljšem in prijateljskem pogovoru na štiri oči, temu so sledili plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Madžarske pod vodstvom obeh predsednic. V pogovorih sta predsednici Pirc Musar in Novak potrdili dobre in prijateljske odnose, ki jih odlikujeta dobrososedsko in razvejano sodelovanje. Slovenska predsednica je ob tem izrazila zadovoljstvo, da državi vzdržujeta reden političen dialog in potrdila, da je Madžarska soseda, s katero želimo tudi v prihodnje gojiti tesne in prijateljske odnose. Predsednica Pirc Musar se je madžarski predsednici zahvalila za gostoljubje. Zelo cenim toplo dobrodošlico, izobešene slovenske zastave v Budimpešti, včerajšnje neformalno druženje in iskren pogovor, je dejala predsednica. Izpostavila je pomen prijateljstva med sosednjima državama, tudi če ti nimata o vsem enakih stališč. Predsednici sta izrazili zadovoljstvo, da sta direktorja Narodne in univerzitetne knjižnice in Nacionalne knjižnice v njuni navzočnosti podpisala sporazum o sodelovanju. Predsednica Pirc Musar je dodala, da je podpis pomemben korak za spodbujanje razumevanja dediščine narodov in spodbujanja kulture branja, ki bo državljane obeh evropskih držav še bolj povezal in prispeval k še boljšemu razumevanju drug drugega. V Evropski uniji so meje padle, vendar se moramo potruditi in zbližati ljudi tako tudi skozi knjige in umetnost, je poudarila predsednica. Knjige so tisto orožje, za katerega si želim, da bi ga ljudje pogosteje jemali v roke, ker širi razumevanje, spoštovanje do kulture in zgodovine in seveda avtorjev drugega naroda, je še dejala. Posebno pozornost sta predsednici v pogovorih namenili bilateralnim odnosom med sosednjima državama in v tej luči tudi položaju manjšin na obeh straneh meje. Predsednica Pirc Musar je poudarila, kako pomembna je vzajemna skrb za položaj manjšin, ki predstavljajo most med obema državama. Povedala je, da je včeraj obiskala porabske Slovence in ob tem izrazila zadovoljstvo, da slovenska narodna skupnost vidi izboljšan položaj na Madžarskem. Predsednica je dejala, da ceni prizadevanja namenjena izboljšanju njihovega položaja, a hkrati poudarila, da izzivi še vedno obstajajo. Skupnost potrebuje pomoč predvsem pri prizadevanjih za zmanjševanje stopnje ekonomskih migracij. Predsednica republike se je zavzela za načrtovano izvedbo programov za podporo gospodarskemu razvoju Mursko-Rabske regije in podporo pri posodobitvi poučevanja slovenskega jezika v Porabju. Predsednici sta spregovorili tudi o gospodarskih in infrastrukturnih projektih čezmejnega sodelovanja. Na področju skupnih infrastrukturnih projektov je bil v zadnjih letih storjen velik napredek. Predsednica Pirc Musar je izrazila zadovoljstvo, da je decembra 2022 začel redno obratovati daljnovod Cirkovce-Pince, ki predstavlja prvo meddržavno povezavo Slovenije s prenosnim omrežjem Madžarske. Poudarila je tudi pomen Luke Koper, ki še naprej služi kot pomembna vstopna in izstopna točka za številna madžarska podjetja, in na kratko predstavila projekt izgradnje drugega železniškega tira Koper-Divača, s katerim bomo še izboljšali povezljivost med državama. Sogovornici sta ocenili, da je še naprej precej možnosti za okrepitev sodelovanja na področju infrastrukture in energetike, ki bi bila v korist obeh držav. Pomembno pozornost sta predsednici posvetili evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana, kjer bosta državi še naprej tesno sodelovali. Obe si želiva, da bi se regija čim prej pridružila Evropski uniji, je dejala predsednica Pirc Musar in se ob tem zahvalila Madžarski za močno podporo dodelitvi kandidatskega statusa Bosni in Hercegovini.
Ena od pomembnejših tem pogovorov med predsednicama so bile podnebne spremembe in vodna diplomacija. Predsednica Pirc Musar je izrazila iskreno zadovoljstvo, da državi povezuje skrb za pitno vodo in dobro sodelovanje pri čezmejnem upravljanju voda. Prav na nedavni konferenci OZN o vodi v New Yorku sta tako Madžarska kot Slovenija zagovarjali stališče, da sta voda in skrb za naravne vire ena od osrednjih nalog globalne skupnosti. Zaradi pomanjkanja čiste vode se države soočajo s konflikti, priča smo migracijskim tokovom, je dejala predsednica in posebej poudarila, da je Slovenija aktivna zagovornica pravice do življenja v čistem okolju. Povedala je, da sta podnebna in vodna varnost tudi eni od prioritet njenega predsedovanja. Predsednici sta soglašali z nadaljnjim tesnim sodelovanjem na področju ozaveščanja o pomenu ohranjanja čistega okolja in omrežij posebnih predstavnikov za podnebno diplomacijo. Glede vojne v Ukrajini sva si s predsednico Novak enotni. Pozivava k čimprejšnji vzpostavitvi celovitega, pravičnega in trajnega miru v skladu z načeli ustanovne listine OZN, je dejala predsednica. Slovenija in Madžarska ostro obsojata rusko agresijo v Ukrajini. Nasprotovanje vojni sta izrazili kot predsednici demokratičnih držav, pa tudi kot ženski in materi, ki ne želita, da bi zaradi posledic vojne trpeli nedolžni, predvsem otroci. Ob tem je izrazila močno podporo in hvaležnost Madžarski, ki izvaja največjo humanitarno operacijo v vsej svoji zgodovini, saj je doslej na svoje ozemlje sprejela celo 1,5 milijona beguncev in jim na različne načine omogoča lažjo integracijo v družbo. Spregovorili sta tudi o enakosti spolov, saj sta obe prvi predsednici v zgodovini držav, ki jo vodita. Izrazili sta upanje, da predstavljata zgled za mlada dekleta v obeh državah. Novinarsko konferenco je predsednica Republike Slovenije zaključila z mislijo: dobrososedski odnosi so najpomembnejši in ob tem dejala, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da odnosi med Slovenijo in Madžarsko ostanejo na visokem nivoju. V nadaljevanju obiska sta se predsednici Slovenije in Madžarske udeležili odprtja razstave prevodov slovenskih književnih del v madžarski jezik v Nacionalni knjižnici. Predsednica Pirc Musar je v svojem govoru ob odprtju razstave še enkrat poudarila pomen branja, ki nas oblikuje in nam širi obzorja. Branje nas po besedah predsednice vodi k spoštovanju drug drugega in prispeva k razumevanju tistega, kar nas druži, in razumevanju naših razlik. Ker le z branjem rastemo kot osebnosti, kot aktivni državljani in državljanke in le z branjem širimo obzorja in vedenje in spoznavamo tudi dežele, usode ljudi, njih hrepenenja in njihove boje. Prepričana je, da je za dobre medsebojne odnose nujno poznati mišljenje, ustvarjalnost in kulturo drugega, pomemben del tega procesa pa je prav prevajanje leposlovja in esejistike. Prevodi so kot manjšina, so svojevrstni mostovi med narodi, ki narode povezujejo, je dejala predsednica republike. Ob tem je izrazila veselje, da so prav danes v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani odprli tudi sestrsko razstavo Izbor prevodov madžarskega leposlovja v slovenski jezik. Popoldne se bo predsednica Republike Slovenije srečala še s predsednikom Narodne skupščine Madžarske Lászlóm Kövéryjem in predsednikom vlade Madžarske Viktorjem Orbanom. Uradni obisk se bo zaključil s svečano večerjo, ki jo bosta v čast predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar in soprogu dr. Alešu Musarju priredila predsednice Republike Madžarske Katalin Novak in njen soprog István Vereš.